Danes bi vam rada pokazala, kako enostavno narisati čustva. Začnemo z zadovoljstvom, ki prehaja v pravo veselje. Prvo narišemo oči, nos, usta. Če so usta malo zavita navzgor, je to majhen nasmeh. Če jih razširimo, bo nasmeh vedno širši. Nasmeh lahko pokažemo tudi z očmi. Poglejte. Čim bolj jih upognem navzdol, tem bolj so nasmejane. Tukaj imamo že močno nasmejan obraz. Naslednje čustvo, ki ga narišem, je žalost. Bodite pozorni. Tukaj pomembno vlogo imajo obrvi. Usta narišem ravna. Večja kot je žalost, bolj so upognjena navzdol. Ukrivljena in pri joku celo odprta. Bodite pozorni na obrvi in oči. Bolj kot je obraz žalosten, nižje so obrvi. Ko rišemo jokajoč obraz, lahko oči narišemo z lokom navzdol. Lahko dorišemo tudi solze. Oči so ves čas upognjene. Pri joku človek pogosto uklanja glavo navzdol, zato lahko oči narišemo tudi nižje kot jaz. Naslednje čustvo je jeza. Pri risanju jeze so zopet zelo pomembne obrvi. Ena obrv je usločena, druga pa ravna in poševna. Če oči povežemo z obrvmi in so oči malo ožje, jeza postane res velika. Če narišemo še odprta usta, dobimo občutek, da nekdo jezno kriči. Sedaj pa strah. Zapomnite si, da ima strah velike oči. Zakaj oči? Ker kadar se prestrašimo, na široko odpremo oči. Da to pokažemo, narišemo velike oči in majhne zenice. Obrvi pa bodo višje. Usta so lahko zaprta ali odprta. In še začudenje. Začudenje je podobno strahu, ampak oči niso tako široko odprte. Začudenje lahko tudi pokažemo z odprtimi ustmi in dvignjenimi obrvmi. Močno začuden obraz bo podoben prestrašenemu, čeprav ne bo imel tako močno odprtih oči. Razliko se pokaže pri risbi celega telesa. In sedaj za na konec še malo užaljen gospod. Ima namrščene obrvi, čelo in se kislo drži. Poskusite še vi. Se vidimo.